Dobro večer, spoštovane gospe, gospodje. Veseli me, da vas smem pozdraviti na tem lepem večeru, ki se nam obeta. Predstavili vama bova najnovejšo knjigo iz zbirke Sidro, ki je šla od zdaj pri družini. Veseli me posebej, da lahko med nami pozdravim najprej seveda prevajalca, našega prijatelja Toneta Rodeta, ki živi in deluje v Argentini. Je pa dejavno povezan ne samo s slovensko skupnostjo dol v Buenos Airesu, ampak pravzaprav vitalno nekako se vklapla, sodeluje s slovensko kulturo nasploh. Tisto je tisto, ki živi na raznih krajih, seveda tudi predvsem v Sloveniji doma, po starem rečeno na Kranjskem. No, Tone je en tak vitalni povezovalni člen, se mi zdi, ki se suvereno giblje po obeh poloblah, ne samo zemljepisno, ampak tudi tako duhovno. Jaz bom skušal pomalem kaj malega za uvod, za intonacijo, za pretvezo, da bo lahko on potem pa oprijel in nadaljeval, ampak v osredju bo pa danes poezija. Bernardesova poezija, ki jo bo pa intoniral gospod Mladen Bucić s klasično kitaro in nam bo zaigral ob tem dve argentinski ljudski temi, prirejeni za kitaro, ob sklepu pa en odlomek iz Piazzolove opere. Tako da intoniram spet za kitaro.
Francisco Luis Bernardes, argentinski pesnik, pa vendar španskega izvora. Njegovi starši so bili doma iz španske Galicije in pravzaprav kot prevajalec teh pesmi je tudi sam avtor, pravzaprav po svojem izvoru Evropejc, z nekim usodnim prebivališčem, z neko usodno potjo na drugo stran sveta, kjer je večino svojega opusa ta mož ustvaril. Velik razpon tem, zanimiv duhovni diapazon, od ljubezenske do zelo poduhovljene poezije. Morda bi za uvod povedal, pravzaprav, kakšno je bilo to njegovo življenje, s kakšnimi literarnimi krogi se je družil, pa v čem je bil pa Bernardes svojstven. Ker vendar vse vidimo, da je ta lep, tekoč, zelo poetičen modernizem v marsičem, tako evropsko, se vklaplja v to novejšo evropsko poezijo, pa vendar je zelo svojstvena. Tako je, hvala Matija za ta uvod. Jaz bi se rad predvsem ob tem lepem večeru zahvalil za prisotnost vseh vas. Predvsem bi se pa rad zahvalil založbi in tudi vsekakor prijatelju Matiju Grinu, da je omogočil, da so omogočili izdajo zbirke izbranih pesmi tega meni tako dragega avtorja. Gre pač za zelo zanimiv lik, čigar delo so prevetrila vsa glavna gibanja, literarna gibanja prve polovice 20. stoletja. A je kljub temu ostal zvest samemu sebi in je verjetno tudi zato, ker se je v drugi dobi svojega življenja nekako zavestno odločil za poglobljeno, morda preprostejšo poezijo, ki je osnovana na globoki krščanski religioznosti, verjetno marsikdaj izpadel iz te ali one antologije, ki sledijo pač trendom in modam svojega časa. Zame je še posebno lepo, da lahko obudim spomin na tega velikana, lahko mirno rečem, vsaj zame, ko govorimo o poeziji, vsekakor vse govorimo skozi lečo subjektivnosti nekako, a vsekakor že iz objektivnega vidika njegovega zelo bogatega delovanja lahko rečemo, da je eden velikih pesnikov iz Argentine. Tako bi rad pričel z nekako risom njegovega življenja. Bernardes se je rodil leta 1900